Tokrat me čakajo res zanimivi gostje. Skupaj z mano boste spoznali slovenske parašportnike in njihove morda še malo bolj skrite zgodbe. Gremo! Tadeja Encija na prvi pogled sploh ne bi uvrstili med športnike invalide, vendar ne sliši, kar mu je vsakdanje življenje in komunikacijo oteževalo predvsem v času korona krize. Nikakor pa ga to ne ovira pri športu, saj uspešno tekmuje tudi med slišečimi. Tadej, tvoja izkušnja je nekoliko drugačna od ostalih parašportnikov, s katerimi smo se pogovarjali, saj nisi oglušel po nesreči ali pa bil tak že od rojstva, pač pa so se ti težave začele pojavljati postopoma in v bistvu niti ne veš zakaj. Bi rekel, da ti je zato lažje ali težje v primerjavi s tistimi, ki so pač invalidnost doživeli kot posledico nesreče ali pa se z njo rodili? Ja, imam težjo okvaro sluha oziroma praktično gluhato. To so starši in sorodniki opazili v zgodnjih otroških letih, ko jih pač nisem slišal, razumel in smo mogli stalno ponavljati povedi. In tudi televizijo sem takrat poslušal z veliko zvišano glasnostjo. Tako sem potem dobil slušne aparate, s katerimi je bilo malce lažje. Zdaj v primerjavi z tistimi, ki so se rodili gluhi, je mogoče malenkost lažje, ker sem že prej nekatere besede slišal oziroma razumel. In še vedno pa se mi velikokrat zgodi, da težko govorim določene besede ali povedi. No, poleg tega pa se tvoj hendikep na prvi pogled sploh ne vidi. Kako pa gledaš na to? Je to prednost ali slabost v življenju? Ja, v bistvu gluhota je v bistvu nevidna invalidnost. Veliko ljudi ima napačno predstavo o tem, v smislu mogoče on ima pa slušni aparat in zdaj vse sliši, kar niti približno ne drži. Jaz imam slušni aparat, res je, da veliko pomaga, ni pa niti približno tako, da bi slišal kot vsi ostali. Veliko si pomagam tudi z branjem iz ustnic, kar se je predvsem zdaj pokazalo, ko je čas koronavirusa, ko imajo vsi maske. In predvsem v tej situaciji se je pokazalo, kako veliko gluhi beremo iz ustnic. Večkrat sem prišel v lekarno, v trgovino, pa so mi tam z masko nekaj hoteli povedati, pa nisem praktično nič razumel, nič. Pa so ponovili, pa spet nisem razumel. In to se je vse ponavljalo, dokler niso odstranili maske, ko sem jih lepo prosil. Šele takrat sem lahko razumel, kaj so želeli povedati. Glede na to, da se ukvarjaš z atletiko oziroma natančneje s tekom, koliko te gluhost pri tem sploh dejansko ovira? V atletiki, predvsem v sprintih, je največji problem na samem štartu, pri razumevanju štartnih povelj in tudi poka elektronske pištole, ker gre v bistvu za nekakšen sum, ki ga gluhi praktično ne razumemo. Tukaj mi je veliko pomoč štartna lučka, katero lahko v zadnjih letih uporabljam tudi na vseh slišečih tekmovanjih v Sloveniji. In s to lučko je v bistvu veliko lažje in sem lahko na startu povsem razbremenjen. Tudi na vseh tekmovanjih gluhih športnikov imamo na voljo štart izpeljan preko svetlobnih signalov, kar je v bistvu zelo lažje za osebe z okvaro sluha. Leta 2018 si na dvoranskem državnem prvenstvu, ki ga je Slovenija priredila v Zagrebu, zasedel 3. mesto, vendar ne med gluhimi, pač pa med zdravimi slišečimi tekmovalci. To je zgodovinski dosežek, saj to ni uspelo še nobenemu slovenskemu športniku sicer. Kako ti gledaš na ta rezultat? Kako si se počutil ob tem uspehu? Ja, v bistvu ta medalja mi zares zelo, zelo veliko pomeni. Se zelo rad spominjam te medalje. Istega leta sem tudi na prvenstvu Slovenije, državnem prvenstvu Slovenije na prostem osvojil tudi medaljo v teku na 400 metrov. Upam, da je to nekakšna potrditev, da lahko tudi osebe z okvaro sluha, gluhi športniki
dosegamo najvišje uvrstitve na tekmovanjih slišečih. Sem zelo vesel, če sem s tem rezultatom koga dodatno spodbudil, da se je začel ukvarjati s športom. Imaš pa tudi naslov evropskega dvoranskega prvaka med gluhimi in pa osvojil si 3. mesto na Evropskem prvenstvu gluhih na prostem. Kakšni so cilji za prihodnost? Ja, zagotovo še ne mislim tukaj ustaviti, imam še veliko neizpolnjenih ciljev. Seveda si zelo želim tudi, da bi osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu gluhih in olimpijskih igrah gluhih. Prva priložnost bo že čez dobra 2 meseca na svetovnem prvenstvu gluhih na Poljskem. Forma se glih ravno planira za to tekmovanje in upam samo, da bo zdravje služilo in da bom lahko tam na svetovnem prvenstvu pokazal, če sem zmožen. Od lani si kot vrhunski športnik zaposlen na Finančni upravi Republike Slovenije in se lahko v celoti posvečaš atletiki. Kaj ti je prinesel ta status? Prineslo mi je zares ogromno. Sem zelo hvaležen za to priložnost. Da sem se prvič dobil priložnost dokazati na vrhunski ravni. Je zares ogromna razlika predtem, ko sem hodil v službo 8 ur in potem kar odšel na trening. Sedaj je veliko več časa za atletske priprave, fizioterapije, masaže in vsem športnim obveznostim, ki spadajo zraven. Tako sem lahko točno posvečen samo atletiki. Treniram 2-krat dnevno, upam, da bom imel to možnost tudi v prihodnje. Kaj te sicer v življenju še najbolj osrečuje? To je zagotovo družina. Zelo rad preživljam svoj prosti čas z svojima nečakinjima, ki se tudi zanimata za atletiko. Velikokrat smo skupaj na stadionu in pokažem kakšne vaje. Sta zelo navdušeni, zelo uživam v njuni družbi. V zadnjem času pa sem si tudi umislil nov hobi. Hotel sem ustvarjati kakšne nove projekte. Kupil sem si 3D tiskalnik in sedaj tiskam določene modele, iz katerih nastajajo nekakšni projekti, ki so tudi povezani z nekakšno poslovno potjo, v kateri bi si nekoč želel nadaljevati. No, medtem, ko se ti pripravljaš na svetovno prvenstvo gluhih, pa seveda nekateri slovenski parašportniki pridno trenirajo za težko pričakovane igre v Tokiu. Bi imel kakšno sporočilo za srečo zanje? Ja, seveda. Z veliko slovenskimi parašportniki se že osebno spoznamo preko skupnih priprav in seveda želim, da bodo na teh olimpijskih igrah se pokazali v najboljši luči in dosegli vse rezultate, za katere se trdo garali in verjamem, da se bodo vrnili domov tudi s kakšno medaljo. Najlepša hvala, srečno in uspešno tudi tebi. Ja, hvala vam.